Kdo te je naučil kretati? Mama in oče. Mama in oče znata kretati, oba. Ko je zdravnica povedala, da sem gluha, sta se mama in oče začela učiti znakovnega jezika. Pomagala sta si s slovarjem in telefonom ter se tako naučila kretanj. Lepo, meni pa znakovni jezik pomeni ogromno, ker je to moj materni jezik. Odraščala sem z znakovnim jezikom skupaj z mojimi gluhimi starši. S tem jezikom se lahko izražam, vsa moja čustva in tako naprej. V tem znakovnem jeziku se počutim jaz. V Sloveniji imamo okoli 1100 gluhih uporabnikov slovenskega znakovnega jezika. Pred 5 leti je bil zanje zgodovinski dosežek, ko je Slovenija naredila zelo pomemben korak in vpisala slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. To je bila posledica dolgoletnega prizadevanja za priznanje jezika in kulture gluhih. Po rojstvu sem oglušela. Glede maternega jezika mi ogromno pomeni znakovni jezik. Rodila sem 2 otroka, en je naglušen, druga je slišeča. Imam partnerja, ki je čisto gluh. Doma se pogovarjamo v kretnjah. Sama sem se rodila v gluhi družini. To pomeni, da je že od rojstva znakovni jezik v mojem življenju. S tem sem odraščala. Znakovni jezik je moj prvi jezik, kasneje pa slovenščina. S partnerjem imava tudi 2 otroka, sta coda. Ko sem rodila, sem bila malo v dvomih, a naj jima najprej ponudim govor ali znakovni jezik. Sčasoma sem spoznala, da midva uporabljava znakovni jezik več časa. Znakovni jezik je kot darilo, ki ga lahko dam otrokoma, da se bomo lahko pogovarjali v znakovnem jeziku. To mi pomeni ogromno in sem ponosen, da je moj prvi jezik znakovni jezik in ga uporabljam vsakodnevno v vsakdanjem življenju. To je moje življenje. Oba moja otroka sta gluha. Od otroštva se sporazumevamo v znakovnem jeziku. To je za nas osebno zelo pomembno. Zame, če kdorkoli govori, berem z ustnic, ampak pogovore bolj globoko razumemo v znakovnem jeziku. To je naš način. Ko se rodijo otroci, gluhi ali slišeči, že kažejo znake, na primer zapiti. To je prvi znakovni jezik. Pri gluhih je namen znakovnega jezika razumevanje pogovorov, komunikacija za vse. Pripravili so poseben kulturni dogodek Metuljev let, s katerim so želeli državo opomniti, kdaj bo pristopila k financiranju razvoja slovenskega znakovnega jezika. Zakon smo imeli, na podlagi tega bi morali še financirati.
Država se je branila, Ministrstvo za delo in Ministrstvo za kulturo sta odgovornost prelagala drug na drugega za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Kot vidim, je to predolgo trajalo. Potem leta 2018 smo se skupaj odločili, da tako ne gre. Zakon se ne spreminja, država se brani. Potem smo se odločili za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Leta 2021 pa so uradno priznali slovenski znakovni jezik. Letos je že 5. obletnica. Žal opažam tudi, da odkar je slovenski znakovni jezik vpisan v ustavo, se država še vedno brani. Ne financirajo razvoja znakovnega jezika. Žal. Zdaj je znakovni jezik vpisan v ustavo, kar pomeni, da ima znakovni jezik ustavno zaščito. To pomeni, da kar je v ustavi, je država dolžna skrbeti za razvoj jezika. Jezik je del človeka in družbe. Brez jezika ni komunikacije. Jezik je del kulture in del človekove identitete. Zato vztrajamo in tudi z letošnjo 5. obletnico opozarjamo državo, da mora zagotoviti financiranje razvoja slovenskega znakovnega jezika. Želim poudariti, da želimo za gluhe otroke, da se učijo v slovenskem znakovnem jeziku in tudi o slovenskem znakovnem jeziku. Vpis znakovnega jezika v ustavo je priznanje kulture gluhih in njihove identitete, da je to za prihodnost otrok, nove besede, kretnje, da se čim več širi, in za izobraževanje, da je postopoma vse dostopno v znakovnem jeziku. Doma se pogovarjajo v znakovnem jeziku, v šolah pa so seveda zraven tolmači. Brez tolmačev bi bilo težko. Znakovni jezik bo vedno pomemben. Več besed je pomembno za otroke, v šolah za boljše razumevanje. Za znakovni jezik se mi zdi, da je pomembno, da se tudi o tem pogovarjamo, posnamemo in ohranimo, da lahko čez 100, 200, 300 let pogledajo, da imajo kretnje, da se ohranijo in razširijo, da jim damo neko vrednost. Z odlično predstavo Metuljev Land so se želeli spomniti tudi gluhoslepe ameriške pisateljice, predavateljice in aktivistke Helen Keller, saj letos mineva 95. leto od njenega obiska v Ljubljani. Metuljev Land je zgodba življenja med mladima, med Majo in med Galom, ki čutite neko simpatijo že od otroštva naprej. Seveda imate neko malo pomanjkljivost, ki imamo vsi ljudje na tem svetu. In težko je priznati ljubezen drug drugemu. Vendarle se Gaj v junači poišče Majo, ki ga čaka na tistem mestu pod oljko in ji izpove ljubezen. Pravzaprav ji pove, kaj je ljubezen, kaj je pomlad. Pove ji vse to, kar ve o njej in o lepoti življenja. In ko vse to pove, se skoraj objameta, poljubita in na njenih ustnicah naš junak Nel oziroma Gal spozna to govorico, da ga ima rada. In tako sta poletela do sonca, do tistega hrepenenja,
katero je rodilo ljubezen. V metulju, ki je žuželka preobrazbe in se iz bube seveda spremeni v metulja. Vsak izmed nas je lahko metulj. Moja vloga je Gaj, fant, in imam partnerko, ki je slepa, in jaz sem gluh fant. Predstavljava najino ljubezen, igro in izražanje. Na začetku je bilo malo težko, ker nisem vedel, kako delati, reagirati in se sporazumevati s slepo osebo. Sčasoma sva se povezala in nama je šlo dobro. Vsebina predstave je, da je najbolj pomembna povezanost v eno skupnost. Ta povezanost ne ovira slepih in gluhih, ampak se povežejo v eno skupnost za vse. Gluhim sem hotel povedati, da imajo enake možnosti kot mi, ki slišimo. Z govorico, to znakovno govorico, lahko izpovejo svojo ljubezen in da to zmorejo, da je v njih ta moč. 5 let po vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo ostaja pred gluho skupnostjo nova naloga. Poskrbeti, da jezik ne bo ostal le zapisan v najvišjem pravnem aktu države, ampak bo živel, se razvijal in prenašal na prihodnje rodove. Vsaka nova kretnja, vsaka zgodba in vsak pogovor v znakovnem jeziku je del ohranjanja skupnosti, ki se že desetletja bori za svojo prepoznavnost in enakopravnost.